Renovatijo, prvi slovenski superšportni avtomobil. S katerimi atributi bi prepričali nekoga, da ga kupi? Ja, prepričali bi ga predvsem tem, da je avto narejen v bistvu kot pravi dirkalnik, to pomeni, da je narejen na osnovi cevne šasije, da je zelo lahek, da je najlažji na trgu, na trenutnem trgu z V8 motorjem, da imamo vgrajen Audijev motor 4,2 FSI najnovejše generacije in seveda, da je okolju tudi prijazen, saj je ta motor dosti čistejši od starih verzij Audijevih motorjev, kot jih vgrajuje konkurenca. Seveda je tudi na pisti temu primerno zelo hiter. Kako hiter dejansko? Ja, dejansko je tako hiter, če gremo po podatkih, od 0 do 100 ima 3,7 sekunde, od 0 do 200 11 sekund, njegova končna brzina z tem menjalnikom, ko je zdaj vgrajen, je nekje okoli 310 km/h. Kdo pa se želi voziti tako hitre avtomobile? Je v Sloveniji interes za to ali se spogledujete bolj s tujino? V bistvu so bili naši cilji najprej tujina, čisto smo si zamislili, največ interesa smo imeli iz Anglije, iz nekaj tudi Nemčije in ostalih evropskih držav, seveda Amerika, tu ne izostaja Japonska. Nehote smo pa ugotovili, da tudi v Sloveniji je interes za takšne avtomobile in da bomo verjetno v Sloveniji kar nekaj teh avtomobilov tudi uspeli plasirati. Prvi kupec našega prvega avtomobila je lastnik računalniške firme. Kar se tiče servisa, bo naš avto eden izmed prvih, ki bo imel diagnostiko omogočeno preko interneta nadaljavo, to pomeni preko mobilnega telefona. Če se bo našemu avtu, ne vem, bom rekel, v Angliji kaj zgodilo, bo se lahko preko internetne povezave vsak zvezal z našo delavnico in bomo v bistvu z našim testerjem lahko pomagali do diagnostike, do odprave na napake ali pa vsaj svetovanja, na kak način jo lahko kje drugje odpravi. To, kar gledamo danes tukaj, je prva različica avtomobila, v pripravi je pa že številka 2. Kaj bo drugače, kaj bo bolje? Seveda od drugega avtomobila dosti več pričakujemo kot od tega. Ta je narejen po željah predvsem zadovoljiti tiste kupce, ki so si zamislili samo pisto, pomeni udeleževanje na track dayih, vožnje po progah. Seveda se s tem avtomobilom lahko tudi normalno peljeva po cesti, ampak glede na njegovo velikost in na to je pač bolj primeren za pisto. Pri novem Renovatiju 2 bomo naredili 2 varianti. Ena bo tista, ko bo še bolj ekstremna od tega, pomeni bo po pisti še bolj hitrejša, še lažja. Druga varianta bo pa usmerjena tako, da bo prirejena tudi vsakodnevni rabi, pomeni tudi cesti. Zaenkrat imamo veliki del mehanike že narejene, razvite, testiramo jo tudi že pod to šasijo, ko jo vidite tukaj. In jaz mislim, da se bomo popeljali s tem avtomobilom marca drugo leto. Razmišljate tudi o kakšnih drugih pogonskih agregatih? Ja, seveda, vse smo že večkrat povedali in poudarili, da razvijamo tudi elektroavtomobil, ki bo prišel na trg 1 leto kasneje. Jaz upam, da bomo uspeli s našimi partnerji in seveda s to tehnologijo, ki smo si jo zamislili, napraviti ta avto, da bo zadovoljil tem zahtevam in tem nekim normam, ki bi jih mi v razredu superšportnih avtomobilov radi držali. In če bo to, bomo mi na koncu leta 2013, začetku leta 2014 na trgu že tudi z elektroavtomobilom.